Dobrodošli v jubilejnem videu, kjer praznujemo obletnico kanala in hkrati tudi moj rojstni dan. 40 let, Madonca, ta leta so kar šibala mimo. Resno pravim, 30 so mi šla kot blisk mimo. No, ampak pustimo to za nami, še vedno smo mladi po srcu, dajmo si malo pogledati, kaj smo imeli vse v tem letu. Uspelo se mi je še bolj izučiti v video urejanju in efektih, tako da so uvodi v bistvu še bolj kvalitetni. Še vedno pa zahtevajo kar precej priprav in dela. So pa zabavni, zelo dobro so sprejeti iz vaše strani in me res veseli, da so vam všeč. To je nekako postalo tudi kot podpis oziroma prepoznavna točka tega kanala. Enkrat sem dobil en zelo zanimiv komentar, ki mi je dal kar tako misliti. Pravo je tako, če se mi splača res toliko dela in truda vložiti v te uvode, ki so recimo samo pač za malček popestriti zadevo, da se naredi malček bolj smešno, hudomušno. No, moj odgovor na to je vsekakor ja. Zakaj? Zato, ker investiranje je nekaj najboljšega, s čimer sem se srečal v življenju. In če sem morda s temi hudomušnimi, smešnimi uvodi prepričal še nekoga drugega, da si je potem ogledal celoten posnetek še naprej in morda celo začel investirati, potem ja, se je vsekakor splačalo. Moje mišljenje je, vsak bi moral investirati v svojem življenju. In opcij je ogromno. Imamo kripto, imamo delnice, imamo zlato, srebro, ostale žlahtne kovine. Tukaj je pokrit skoraj da vsak okus. Ena želja iz videa prejšnje obletnice je bila tudi, da bi imel kakšen intervju. In ta želja se je tudi uresničila vsekakor na najboljši možni način. Na intervju z mano je namreč pristal sam legendarni Alessio Rastani. Pogovarjala sva se o vsem, o trenutnem stanju Bitcoina, kot tudi o sami psihologiji. Psihologiji trgovanja, psihologiji trga. Zelo zanimivo, če si ga slučajno še niste ogledali, si ga dajte zdaj. Link se vam bo pojavil nekje tukaj zgoraj. Dajte mi vedeti tudi spodaj v komentarjih, če bi si morda želeli videti še več takih intervjujev. Ustvaril sem tudi kar nekaj tutorialov, upam, da vam pridejo prav. Čeprav so precej kar tako simple na izgled, so kar zapleteni za narediti. Tukaj je vključenega tudi ogromno raziskovanja, če sem le pokril vse tisto, kar se da. Pa nisem slučajno kaj zgrešil in podobno. To leto se mi je zgodilo tudi nekaj najlepšega, kar se mi je lahko, postal sem namreč očka. To je res nekaj najbolj fenomenalnega in vsak dan je novo doživetje. Prečudovito. Dejansko se bojim pomežikniti, da ne bi zamudil kakšnega momenta z svojo hčerkico. Ona je dejansko moj svet zdaj. Kakšni so moji plani za prihodnost tega kanala? Vsekakor bi se rad posvetil psihologiji trgovanja in investiranja, zaradi tega, ker vidim, da vam to dela največ težav. Predvsem pa odnos do denarja. Ta je najbolj ključen. Denar mora delati za vas, ne pa da vi delate za denar. Tukaj je tudi seveda velik problem javni šolski sistem, ki s svojimi vgrajenimi marksističnimi idejami in teorijami dobesedno dela nove hlapce. In na nek način tudi neti sovraštvo že od malih nog naprej, in sicer sovraštvo do uspešnih, bogatih, iznajdljivih ljudi. In s tem nekako tudi tebe oziroma vas potiska nazaj, ko češ, to je za vas nedosegljivo, to nikoli ne boste vi. Ampak jaz vidim ta svet zdaj z vsemi temi izkušnjami, ki jih imam, v popolnoma drugačni luči. Mene prav nič ne motijo bogati. Zakaj bi me? Jaz jim v bistvu čestitam. Wow, uspelo ti je, torej nekaj delaš prav. Kako ti je uspelo? Ne pa ti akumuliraš kapital, ti si škrt in zagotovo kradeš. Kar se nam ponuja tukaj je svet priložnosti. Če dva tipa v garaži lahko začneta podjetje Apple, za katerega dobro vemo, kje je zdaj, potem ima tudi vsak izmed nas to isto priložnost. Morda na katerem drugem področju, ampak jo ima. In v takem svetu hočem živeti jaz. In tak svet hočem predstaviti tudi svoji hčerkici. Svet priložnosti, ne svet sovraštva, zato ker nekdo nekaj ima. Nekdo nekaj ima, kar si želim tudi jaz, prav. Bom delal tudi jaz na tem, da bom to imel. Tako sem gledal na to, že od nekdaj. In marsikaj sem dobil. In še več.
Ampak tukaj na vrsto zdaj prijete vi, dragi gledalci in gledalke, kaj bi si vi najbolj želeli od tega kanala? Kaj bi vi radi videli, kaj bi se vi radi učili, o čem bi se najraje pogovarjali? Kar napišite mi spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Naj se ob tej priložnosti zahvalim tudi vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če morda želite postati eden izmed njih, imate linke spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zahvalo pa dobite dostop do dodatnih vsebin, kot so na primer moj dnevnik tehničnih analiz in posebne videe si lahko gledate pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. To leto bo še zanimivo, zato se ne pozabite naročiti na kanal in nastaviti obveščanje, da vas bo YouTube takoj obvestil o novem videu. Jaz vas še pozdravljam, želim vam lep dan, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.